daj nam predstav, kaj je Grašca. Ja, evo, Grašca je prijazna trgovina, to sem prebral na spletu. To je njihov headline. Ja, smo prijazna trgovina. Tako, zdi se mi zelo simpatično, a slišal sem pa tudi reklamo, ki gre na način, da se bi vsak kolesarski privrženec želel zbuditi v trgovini Grašca. To mi je sicer tako zanimivo, ampak ja, prijazna trgovina, še prenočišče ti nudi. To je nek ta hangover scena. Ja, no, lahko gre v različne smeri. Ampak, če gremo čist nazaj, jaz se spomnim, danes sem tole računal za tale podcast, da sem kupil v tej trgovini, prej so bili v Križah, zdaj so se pa letos preselili v Naklo, pa imajo tak nov, največji skotov center v Sloveniji. Sem takrat kupil rakete, 26 let nazaj, prvnih, tako v 5. razredu sem bil. In sem dal, spomnim se zdaj, tako imel svoj denar, $12,000, res sem nabavil opreme, tako po malo sem bil vsi siti, ko sem spuščal 2 uri tizga, pa še do marca mi je roba ostala, tako da ne pa. No, ampak pa so se pa pač usmerili vmes v šport, no, predvsem zdaj v visoko kvalitetno ponudbo, zdaj to ne pomeni, ni to enako z visokimi cenami, ampak visoko kvalitetna kolesa, se pravi, če rečemo, so tisti, da so specializirani. Predvsem imajo skotov, v skot so predvsem usmerjeni za kolesa, tudi za te stvari, kar se tiče trailerana, imajo tudi od skota, pa imajo pa zraven še turno smučanje, pa veliko, ne vem, koliko brandov za dodatno opremo, tudi bolj od otroških, ne vem, cestnih koles in takih stvari. Se mi zdi tako pomembno, danes, ko bova skozi to šla, je v tem, da imajo offline in online, in da so v zadnjih letih zelo zrastali, se pravi, delajo prave stvari, verjetno v smislu kvalitete, ljudem zaupajo, se vračajo tja, ker tukaj je verjetno, moraš imeti ta pravna svet, moraš imeti, da se za to odločaš, plus zdaj so na neki lokaciji, ki rečemo, da je bolj dostopna, kot je bila prej, so bile Križe, v Naklem so blizu avtoceste in tako in zdaj recimo, mi da bo danes rekla, kaj pa, če bi oni zdaj neko cifro so si zamislila, da bi jo vložili v marketing, tako da ni zdaj tako, da bova vzela vse, da je neomejen budžet, ampak so rekla, ok, imamo neka omejena sredstva, ki relativno za njihov promet bi si jih mogoče lahko prvoščali in bova pogledala zdaj v tem delu, kaj bi lahko naredili. Cool. In tudi kakšne od teh stvari, ki jih bova predlagala, lahko da že delajo, tle so pa sam želela celovito predstaviti, kako se lotiti pokrivanja enega life cycla. Zdaj, omenil si, kaj vse prodajajo, mislim, da imajo tudi še neke storitve v smislu izposoje pa servisa, ampak iz stališča življenjskega cikla se vedno probamo sfokusirati na neko produktno skupino, na vertikalo, ki jo podjetje pokriva. Zdaj ja, lahko bi šli na vsak izdelek posebej, na ne vem, kakšen je life cycle ob nakupu kolesarske čelade, ampak ponavadi to nima smisla v tok drobiti, bi pa pri tem, kar si predstavil, da oni delajo, bi to razdelil recimo na 2 produktni skupini, kolesarjenje pa smučanje. Pa dajva danes obdelati kolesarjenje, ki je vsem po moje pri njih primarna panoga, jasno bova pri nekem cross-sellu sigurno tudi omenila smučanje, ampak ga ne bova pa kot tazga samega obdelala. Tako, bova se lotila kolesarjenja kot nekega taga načina, kjer lahko speleš marsikatero kampanjo, aktivnost potem naprej, pa se mi zdi, da zadeva zelo deluje, pač tako nekak celovit pristop bo vse skupaj deloval.